Pojva se dotaknem Združenja Manager. In sicer Združenje Manager povezuje že več kot 1200 uspešnih menedžerjev in menedžerk, kar je izjemna številka. In veliko stvari pripravljate, imate zdaj v juniju tudi program MQ, potem za, bom rekel, na observatoriju, kjer ste nekako komunicirali s slovensko vlado, ste pripravili 2 akcijska načrta, ki se jih bodo dotaknili. En je načrt za večjo blaginjo, en je pa načrt za višjo rast produktivnosti. In veliko se dogaja, da nam malo več pove. Ja, Združenje menedžerjev, tako kot si zelo lepo povedal, združenje več kot 1200 krasnih posameznikov. To so vsi ljudje, ki so ali vodijo ljudi, so na določenih položajih in so tam seveda z razlogom. Gre za pametne, izkušene, sposobne ljudi in v tem krogu je izjemno zanimivo delati. Smo pa s to velikostjo postali na nek način tudi Slovenija v malem in so želje in potrebe zelo različne, tako da mi delamo pravzaprav na več segmentih. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes ena zelo posebna posameznica. Lepo pozdravljena, Petra. Živijo, Mark. Jaz sem zelo vesel, da si vzela čas iz svojega zelo, bom rekel, napornega in pa natemperanega urnika, da te jaz lahko danes malo izprašam, da pogledamo v tvoje zelo bogate izkušnje, v tvoje izjemne poglede, pa da nam daš tudi kakšen zelo zanimiv nasvet. Zdaj, dragi poslušalci, preden gremo v drobovje in pokukamo v izjemne sposobnosti naše gostine, bi jaz Petro malo bolj predstavil, za tiste, ki je še ne poznate. Tako da Petra je od junija 2020 izvršna direktorica Združenja Manager, predtem je v zavarovalnici Vzajemna več mandatov kot direktorica vodila odnose z javnostmi. Aktivno je delovala tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju, kjer je vodila odbor za ozaveščanje potrošnikov in komuniciranje. Kot poznavalka zdravstvenih sistemov je sodelovala tudi v ameriški gospodarski zbornici AmCham, kjer je bila članica komisije za zdravstvo in kakovost bivanja. Je izkušena organizatorka in voditeljica strokovnih konferenc, okroglih miz in raznih posvetov. Leta 2018 je prejela tudi mednarodno nagrado Pro PR Award, je tudi mentorica, je zelo dobra prijateljica in pa oseba, od katere se lahko zelo veliko naučimo in tudi vsi radi spremljamo. Tako da še enkrat lepo pozdravljena. Ja, hvala, Mark, in hvala tudi za to lepo predstavitev. Se bistveno lepše sliši, kot se recimo sama pri sebi počutim. Zdaj, preden greva odkrivati, kaj je Združenje Manager, kako si v bistvu ti prevzela to in naredila še en korak naprej in je to res zdaj izjemno združenje, bi te jaz šel korak nazaj in bi te vprašal, če bi se midva srečala v gimnaziji, a si že takrat želela voditi, odkrivati, bom rekel, tudi pripravljati različne akcijske načrte, inovirati in tako naprej? Bom čisto iskrena, ne. V srednji šoli smo bili zelo neki taki povprečni najstniki, ki smo seveda skrbeli, da šolo v redu naredimo, hkrati pa, da se imamo tudi super. Mi smo bili en krasen razred, krasni prijatelji, ki se še danes zelo veliko vidimo in slišimo, najmanj kar je za rojstne dneve, no. Tako da smo bili en tak splet nekih otrok, ki smo po eni strani se radi učili, po drugi strani pa tudi vedno poskrbeli, da smo se imeli fino. In še ena zanimivost je iz srednješolskih let, mi smo imeli tudi enega sošolca, ki je bil invalid. In smo bili tako dobri prijatelji in skrbni so bili ti naši fantje, naši sošolci, da smo ga imeli vse povsod na vseh končnih izletih. Tako da smo se že takrat tudi veliko v tem delu naučili, no. Nisem pa takrat razmišljala pravzaprav o neki karieri, ambicijah. Takrat so bili to čisto drugi časi, smo bili mogoče malo go with the flow še narejeni, no. Nisem vedela takrat pravzaprav, kaj lahko pričakujem od življenja. Super. Zdaj, eno izmed stvari, kjer zelo rad moje izjemne goste potipam, je in sicer ti imaš več klobukov. Od tega, da si izvršna direktorica Združenja Manager, kjer imaš ogromno odgovornost, kjer imaš pod sabo, oziroma združenje združuje že več kot 1200 izjemnih menedžerjev in menedžerk, do tega, da si organizatorka, predavateljica, mentorica, si v raznih komisijah. Pa mi povej, kako se organiziraš, kakšen je tvoj ta skrivnost, skrivni recept? Ko si me v pripravah na ta podcast poslal vprašanje, katere so moje lastnosti, sta dve, ki sta zelo pomembni, zelo dobra organiziranost in disciplina. To imam že malo vse
že od nekdaj. Jaz že, ko sem se na fakulteti učila, ko sem bila včasih malo tik pred zdajci, sem si razporedila celo nočno ure in sem točno vedela, koliko strani se moram na posamezno uro naučiti in sem bila disciplinirana in sem to naredila. In potem so me vedno moji prijatelji poznali, no, da ko se Petra nekaj odloči, potem to tako je. Zdaj, moj urnik v tem trenutku je res kar divji, nepredvidljiv, tako da zahteva veliko prilagajanja. Jaz imam tudi 2 osnovnošolska otroka, tako da moram priznati, da brez družinskega koledarja, v katerem je vse, kar mi kot družina počnemo, bi sigurno na precej stvari pozabila in bi bila tudi slaba mama. Tako da, ja, zelo dobra organizacija, veliko je tudi prilagajanja, pa potem iskanja nekih kombinacij, ampak se da, no, jaz moram reči, da kot družina živimo z mojo in moževo službo in se v tem vse skupaj kar najdemo, tudi moja otroka kar naenkrat zelo veliko veste o slovenskem menedžmentu. Tako da nekako jemljem to službo kot poslanstvo, niti ne kot službo kot tako. Jaz v tem delu uživam in potem to tudi rada delim in tudi včasih, kam otroke s sabo vzamem, skratka, nekako se nam za zdaj zadeva izide, no. Super, ampak a si ti oseba, ki se v nedeljo že začne pripravljati, a si bolj jutranja, a si bolj nočna? Načeloma en dan pred delovnim dnem naslednjim pogledam, kakšen je moj urnik, kakšne so obveznosti. Seveda bi si želela, da bi se pripravljala tudi mnogo vnaprej, ampak je trenutno urnik tak, da je zelo veliko dogodkov, zelo veliko je srečanj s člani, zelo veliko je raznoraznih pogovorov z mediji, pa recimo takole, kot imava midva ta današnji podcast. Tako da sem se nekako navadila, da sicer imam v glavi, kaj vse v tednu sledi, se pa večer pred dnevom predvsem pripravim na naslednji dan. Super. Pojdiva se dotakniti Združenja Menedžer. In sicer Združenje Menedžer povezuje že več kot 1200 uspešnih menedžerjev in menedžerk, kar je izjemna številka. In veliko stvari pripravljate, imate zdaj v juniju tudi program MQ, potem za, bom rekel, na observatoriju, kjer ste nekako komunicirali s slovensko vlado, ste pripravili 2 akcijska načrta, ki se jih bodo dotaknili. En je načrt za večjo blaginjo, en je pa načrt za višjo rast produktivnosti. In veliko se dogaja, da nam malo več pove. Ja, Združenje Menedžer je, tako kot si zelo lepo povedal, združenje več kot 1200 krasnih posameznikov. To so vsi ljudje, ki so ali vodijo ljudi, so na določenih položajih in so tam seveda z razlogom. Gre za pametne, izkušene, sposobne ljudi in v tem krogu je izjemno zanimivo delati. Smo pa s to velikostjo postali na nek način tudi Slovenija v malem in so želje in potrebe zelo različne, tako da mi delamo pravzaprav na več segmentih. Bom mogoče to malo skozi stebre povedala, da si lažje plastično predstavljamo. En zelo pomemben steber, tudi zame osebno, zato sem tudi prišla na Združenje Menedžer, je, da v Sloveniji začnemo bolj spodbujati neko ambiciozno, razvojno naravnano podjetniško okolje. Zato imamo mi tudi v Združenju Menedžer observatorij, naš organ, ki ga vodi profesor dr. Mramor, ob pomoči koordinatorke profesorice Polone Domadenik-Muran. Tu delamo z profesorji iz raznoraznih fakultet, tudi inženirskih, in se zelo veliko ukvarjamo s tem, kaj moramo v Sloveniji narediti, da se bomo razvijali naprej, da bomo konkurenčni, da bomo privlačni za zaposlovalci, za mlade kadre, talente, ki prihajajo, da bomo odprti tudi za talente iz tujine. Predvsem pa nas, oziroma bom rekla tako tudi mene kot direktorico, zanima kakovost življenja na dolgi rok. In to zajema tudi to, kako bo dostopno naše zdravstvo, pa v končni fazi, Mark, kakšne bodo najine pokojnine čez toliko in toliko let, ker zaenkrat zadeve pač še ne izgledajo prav zelo optimistično, na tem je treba delati. In v tem delu v Združenju Menedžer zelo želimo voditi nek dialog. V Sloveniji se mi zdi, da se zelo dogaja vse po točkih. Eno je politika, drugo so sindikati, tretje so, mediji, potem smo delodajalci. Jaz mislim, da je treba z namenom neke kakovosti bivanja, kakovosti življenja v naši državi te zgodbe povezati. Vsi živimo tukaj na tem istem krasnem območju. Spomnimo se, da smo v 90-ih večkrat rekli, da želimo biti kot lepa država, povezovalna država, tudi nek center za to našo regijo. Žal zdaj večkrat opazujem, da razne selitve nekam v Zagreb, pa Beograd, kar mi je zelo žal. Skratka, to je ta zgodba. In tudi mladi, ko vstopajo na trg delovne sile, jim
pa recimo, ko odpirajo svoje startup podjetja, oni opažajo, kakšni so izzivi v tem okolju in so tudi zelo mobilni, fleksibilni v tem globalnem svetu, zelo hitro pristanejo v Londonu, Dubaju, tudi Singapurju, pa Estonija je zadnja leta zelo privlačna in mi na ta način tudi zgubljamo ta del, ki je zelo pomemben, tudi če se pogovarjamo z vidika dolgoročne vzdržnosti naših socialnih sistemov. Mi vsi, ki delamo, mi prispevamo za svoje pokojnine, za svoje zdravstvo in tako naprej. To je treba celovito pogledati. Skratka, da tukaj kot družba, kot celota sprejmemo en konsens in da nekam zadeve pripeljamo. To je ta naš zelo pomemben steber, na katerem zdaj zelo aktivno delamo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, je pa, mi smo neka družba voditeljev, menedžerjev, voditeljev, ki vodimo razne skupine ljudi, kar me zelo veseli. Pri nas niso člani samo tisti, ki vodijo neke velike korporacije, veliko uveljavljena podjetja, imamo zelo veliko voditeljev iz družinskih podjetij, iz malih, srednjih podjetij, ki pravzaprav se želijo nenehno izobraževati na pridobivanju voditeljskih veščin. In to je zelo pomembno. Vodenje se je v zadnjih nekaj letih precej spremenilo. Vsi od nas sicer nekaj vemo, nekaj se naučimo iz prakse, ampak v končni fazi se pa tudi vsi mi še naprej učimo. No? In to je tisti del, ki je pri nas zelo pomemben. In pa še eden je pa seveda naša srečanja, naša druženja, da se med sabo poznamo, da si pomagamo na podlagi izkušenj, v končni fazi tudi, da se mrežimo. No, to je nekako v globalu slika našega dela, da pa ne omenjam zdaj še naših revij, pa dogodkov, pa konferenc. Mogoče bi izpostavila, najpomembnejši je seveda naš menedžerski kongres, to je vsak september. Takrat se pravzaprav zberemo menedžerji iz cele Slovenije, zelo pomemben dogodek, pomembni gostje. Je pa recimo zelo zanimiva vedno tudi naša MQ konferenca, ki si jo prej omenil. Letos jo imamo 15. junija na Brdu pri Kranju. Takrat pa mi odkrivamo malo nove aspekte vodenja. Letos recimo se bomo dotaknili dobrih praks vodenja, ampak tudi prask, do katerih prihaja pri tem. Vsi vemo, a ne zelo radi delimo dobre zgodbe, pa zelo radi se pogovarjamo, ko gre fajn, ampak če smo realni, v poslu vedno pride do izzivov. Letošnje leto je sploh eno tako spet negotovo, čeprav smo rekli, ko pandemija mine, bo pa super, ampak zdaj smo pa spet v eni drugi nepredvidljivi situaciji in mi se želimo tudi o tem odkrito pogovarjati. In tudi v končni fazi o našem odnosu do napak, ker kadarkoli se pogovarjam z izkušenimi, tujimi, močnimi, da ne rečem bogatimi podjetniki, vsak si je kdaj polomil zobe. Pomembno pa je, kaj potem na podlagi tega narediš. Super, wow. In ena stvar, kjer moram reči, da sem navdušen nad tabo, nad ekipo, nad združenjem menedžerjev, da res, mi Slovenci smo izjemen narod, res izjemna država, zelo veliko imamo uspešnih podjetnikov, zelo veliko imamo izjemnih zgodb, se nam pa večkrat dogaja, da postajamo mogoče nekonkurenčni, tako kot si prej izpostavila Estonija, Dubaj, Singapur, Portugalska, Hrvaška in tako naprej, veliko je nekih in mi je všečno, da se ta ozavest dviguje, da je precej več se dela na temu in da imate zelo dobre, bom rekel, akcijske načrte. Dajva se še dotakniti, ker si že prej lepo načela temo. Ena izmed zelo pomembnih vaših, bom rekel, tem je tudi trajnostno voditeljstvo, ki ga zelo lepo peljete, ki ga spodbujate. Daj nam malo razloži, kaj to dejansko pomeni. Ja, še do nedavnega se je trajnost zelo pogosto obravnavala v smislu varovanja okolja, pa da naredimo korak nazaj v določenih zadevah, ki jih je človeštvo v zadnjih desetletjih naredilo, ampak tukaj gre pa pravzaprav za bistveno širši koncept. Ti kot voditelj, kot menedžer s svojim ravnanjem vplivaš na vse ljudi okoli sebe. To so zaposleni, to so tvoji poslovni partnerji, dobavitelji. In ta trajnostna zgodba zajema v bistvu vse te vidike. In mogoče bo to najbolj pojasnil naš slogan, ki ga imamo, a ne v združenju menedžer, ja, dobri rezultati, ampak na pravi način. Se pravi, naš slogan je dobri rezultati na pravi način. Če se boš spomnil našega nagrajenca, ki je dobil priznanje za življenjsko delo letos, gospod Igor Mervič, je rekel, da ja, da so vedno skrbeli, da imajo profit, ampak niso pa skrbeli za maksimizacijo profita, ker je bilo potrebno nekaj investirati tudi v ljudi, v zaposlene in pa v družbo in okolje, v katerem so delovali. No, tako je pravzaprav ta filozofija. Jaz temu rečem nekega tega zdravega razuma in zdravih odnosov. In več, ko se o tem pogovarjam z raznimi ljudmi, verjamem, da se na koncu vse začne in konča pri vrednotah. In ko so že pri vrednotah, imate v združenju menedžer tudi 5 izjemnih vrednot.
Spoštovanje, zaupanje, odgovornost, etika in sodelovanje. In ena izmed stvari, kjer se res veliko dogaja pri vas, je ravno ta networking, spodbujanje, sodelovanje in da se res ljudje spoznamo in da dejansko gledamo na zadeve skupaj, ne pa spet, kot si prej izpostavila, kot o točki. In se mi zdi res fantastično. Ja, jaz bom mogoče kar iz svoje izkušnje izhajala. Jaz, ko sem začela delati zelo tako na tej strokovni ravni kot strokovnjak, sem bila kar precejšen individualec, tako da sem tudi sama potem skozi razne delavnice, izobraževanja, ki so mi bila v preteklih službah na voljo, se naučila, da človek, ki dela sam, pravzaprav zelo težko premika stvari. Jaz sem se kasneje naučila, da če povezuješ ljudi, če sodeluješ z ekipami, da so rezultati bistveno lažji. Jaz sem se mogla sama pri sebi tega kar strateško lotiti. Zdaj, ko si se dotaknil vrednote sodelovanja, eno je seveda, da mi člani Združenja Menedžer med sabo sodelujemo, člani in članice seveda. Drugo pa je, kar smo pa dvignili za še en nivo, je pa to, da sem prepričana, da mora tudi gospodarstvo oziroma gospodarske organizacije sodelovati, če želi imeti glas v tej družbi, da moramo povezano nastopati. In mi smo zdaj v zadnjih 2 letih zelo, zelo pospešili sodelovanje z vsemi živimi organizacijami. Jaz na to absolutno ne gledam kot na neko konkurenčno delovanje, ker mislim, da smo vsi v istem čolnu in vsi delamo za isto družbo in tudi v končni fazi za veliko istih ljudi, a ne? Ja. In se mi zdi to zelo, zelo pomembno, no? Da ne govorim o tem, kar si se dotaknil recimo etike, tukaj je tudi tisti naš slogan, dobri rezultati na pravi način, a ne? Spet neke temeljne vrednote, ki tukaj stojijo. Odgovornost pa tudi, absolutno, jaz mislim, da se v naši družbi radi zelo veliko pogovarjamo o svobodi, ki je super, jaz jo imam zelo, zelo rada, moramo se počasih spomniti, da je to povezano z zelo veliko odgovornostjo na drugi strani, a ne, vsi jo nosimo za naše odločitve in za naše ravnanja, pa ne bi želela pretirano moralizirati, no, ampak samo toliko, da razumemo. Kar se pa tiče spoštovanja in zaupanja, pa mislim, da tukaj pa tudi dan današnji ne sme biti več nobene dileme, no. Ker so že pri vrednotah, pa zanima se prav ti, ko si šla čez različne, bom rekel, karierne stopničke v svojem življenju, od direktorice na Vzajemni do zdaj izvršni direktorice na Združenju Menedžer, me zanima, ko si sestavljala ekipo, ker ste res dosegali izjemno, ne samo rast, ampak prepoznavnost, pa to, da smo se še bolj povezovali v zadnjih 2 letih. Kakšne lastnosti so ti bile pomembne pa vrednote, ko si postavljala ekipo? Potem sem že kar malo znana tudi v preteklosti. Jaz namreč ekipe sestavljam na način, da imam zelo rada okrog sebe pozitivne, proaktivne ljudi. Sama imam velike izzive in težave z ljudmi, ki pridejo in mi razlagajo, da to se ne da, to je slabo, ta je pa to naredil, pa bi moral to. Kratka, velike težave imam res s komunikacijo z ljudmi, ki pridejo kritizirati brez predloga za rešitev. In jaz sem že v preteklosti to velikokrat naredila, no, zelo rada sem obkrožena res z ljudmi, ki vidijo neko svetlo prihodnost, ki vejo, da je veliko odvisno od nas samih, kaj bomo naredili, pa koliko se bomo potrudili, ki pravzaprav so pozitivno naravnani, no, z neko to pozitivno energijo. Jaz sem tudi prevzela vodenje Združenja Menedžer v precej težkih razmerah, pravzaprav že z marcem 2020, ker je prejšnja direktorica ostala v Ameriki. In sem pravzaprav začela delati prej, kot je bilo formalno predvideno s 1. junijem, a ne, in sem takrat spoznala ekipo na daljavo. In sem ugotovila, da so tukaj krasni, izkušeni, delovni ljudje in smo potem zelo hitro uspeli preoblikovati filozofijo in začeli delati na daljavo, kar sem zelo ponosna. Mi smo menedžerski kongres v obeh letih pandemije izvedli v živo, tudi sicer en kup drugih dogodkov v živo, imamo za sabo tudi pod črto, če pogledamo, 2 zelo uspešni leti z rastjo članstva, z dobro udeležbo na dogodkih, pri čemer seveda smo skrbeli za vse preventivne ukrepe, a ne. Tako da moram reči, da smo mi tukaj ena res slušna ekipa, zelo imam rada te svoje sodelavce in jih res jemljem tako kot sebi enakovredne. Mi smo vsi skupaj v tem istem čolnu in tisto prvo obdobje, no, ko sem prišla, je bilo res, res za začetke zelo težko. To sem lahko čisto iskrena. Nismo vedeli, kaj je pred nami. Lotili smo se organizacije takrat kongresa in sem dobivala dnevna vprašanja, a res greš v organizacijo kongresa, pa saj tega letos ne bo, pa kaj sploh delaš. Ampak moja filozofija takrat je bila, dajmo postaviti vsebino, če bo možno, se bomo videli v živo,
če ne pa, ne vem, ali odpovemo ali pa naredimo online. Če pa nimaš neke osnove, pa potem pač tudi ne moreš prilagajati, ne. In v eni točki sem si takrat rekla, ker so bile malo neprespane noči, no, v tistem obdobju, da vse delamo v najboljši možni meri, res trdo smo delali, dobro smo delali in sem si rekla, na okoliščine pa pač nimaš včasih vpliva, kar bo. Iskreno pa verjamem, in to je tudi naš moto takrat postal sreča in na strani pogumnih in to se nam je potrdilo, res super se nam je šlo. Odlično. Zdaj, prej si že zelo lepo izpostavila in si rekla, da si v mlajših letih bila malo individualistka, tudi jaz priznam, da ko sem bil še mlajši, me je ta ego mogoče malo včasih kaj naučil, kar je odlično. Pa me zanima, kako bi pa sebe ocenila, kako se je pa tvoj stil oziroma slog vodenja čez tvojo kariero spremenil, bom rekel, mogoče začetkov pa do zdaj, ko imaš bolj odgovornejše položaje? Zelo se je spremenilo voditeljstvo tudi sicer, ne jaz samo sama pri sebi, ko sem šla čez ta izobraževanja. Ja, jaz sem bila kar težek individualec, no, ampak moram reči, da sem imela veliko srečo in še danes sem hvaležna, da me je moj nekdanji delodajalec dal skozi vse vrste izobraževanja tudi na področju vodenja. In kar sem pri tem opazila, je, da nekaterih ljudi se prime, nekaterih malo težje. Jaz moram reči, da sem se zelo veliko učila in da sem zelo hvaležna za kar nekaj teh res odličnih vsebin, ki sem jih dala skozi. Vodenje se je precej spremenilo. No, jaz se spomnim, ko sem sama prišla na trg dela, ko sem vstopala, takrat je bil šef alfa in omega, če se spomnimo teh časov. Jaz sem tudi v lanskem letu napisala eno kolumno za Delo na to temo. Napisala sem naslov Od diktatorja do mentorja. Če pogledamo čase 15-20 let nazaj, je bilo vodenje, jaz sem šef, ker sem jaz tako rekel. Danes se pričakuje od vodij, da so bolj povezovalni, da bolj delajo timsko, pa mislim, da so vse skupaj k temu prisilili tudi mladi, ki danes vstopajo v podjetja, ker zelo želijo sodelovati pri odločanju, želijo delati fine projekte, želijo, ne vem, čutiti poslanstvo organizacije, želijo si neko spoštovanje. Če ne pa pač grejo drugam ali pa na svoje, nimajo nobenih težav v zvezi s tem. Mi smo bili še veliko bolj v podrejenem položaju, no. Tako da se je sam princip vodenja spremenil. Jaz še vedno verjamem, da pač, ja, do neke mere neke avtoritete so, pa pristojnosti, pa tako naprej, ampak je pa potem spet tista stvar, ki sva se prej pogovarjala, stvar vrednot, pogovarjanja z ljudmi, komunikacije, spoštovanja, nekega zdravega odnosa. In kar sem jaz kasneje, ko sem tudi sama sebe prilagajala na tak način vodenja, sem se naučila, včasih sem rekla, saj ta pa samo to dela, kako bo pa to vedel. Popolnoma napačna predpostavka. Ko smo mi začeli v timih delati, so bile to take ideje, da meni nekaj časa ni bilo nič jasno, ne. Super. Ja, res, čez tiste brainstorminge in je ena največjih napak, da se zapreš samo v svojo pisarno, pa brainstormaš, nikoli ne boš, mislim, sem prepričana, da nikoli ne boš dobil enakega rezultata. Ja. Zdaj, ena stvar, ki si jo zelo lepo izpostavila, in sicer je vodenje oziroma voditeljstvo. Pa me zanima, kako pa ti gledaš, pa hkrati kako opažaš v teh 1200 izjemnih posameznikih, da se je pa sprejem tega dela na daljavo, kako se to sprejema, oziroma kako tudi ti gledaš na to, glede na to, da imamo čedalje več podjetij, ki ne samo da ponuja hibridno delo, ampak čedalje več podjetij dejansko ponuja tudi 100% hibridno delo, oziroma remote delo, kar pomeni, da dejansko ti lahko delaš za podjetje v Ameriki, v UK oziroma globalno. Jaz bi tako rekla, da je ta pandemija prinesla kar nekaj enih pomembnih pozitivnih sprememb, to seveda vpliva tudi na samo vodenje. Kar vidimo v praksi je pa zelo različno. Ja, imamo primere, ko so ostali absolutno na daljavo, ko ti praktično, sploh opažamo v IT branži, ti lahko danes delaš s praktično katerekoli lokacije, z katerokoli družbo, državo, kjerkoli na svetu. Zdaj, kar se mojega vodenja tiče, jaz moram reči, da sem človek svobode in odgovornosti že od nekdaj. Jaz sem se tudi sama zelo utesnjeno počutila, če me je kdo preveč omejeval, vedno sem rada svobodno delala, je pa res, da sem vedno nosila tudi veliko odgovornosti, ker je to zelo povezano. Jaz sem zelo pristaš tega, da se v neki organizaciji med sabo nekako zdravorazumsko dogovorijo, kaj je tisto, kar je smiselno. Trenutno zasledim največ nekih hibridnih rešitev, da so ljudje recimo 2 dni na daljavo ali pa 3 dni, pa potem, da se občasno sem in tja tudi na podjetju dobijo. To je mogoče smiselno tudi z vidika teh nekih odnosov, gradnje odnosov, pa tudi, ko si v živo na kupu, je včasih to so malo drugačne
kot če se samo tako online dobimo. Predvsem je pa to treba pogledati z vidika vsebine dela pa ciljev, ki jih želiš doseči. Tukaj je pač naloga vodje, da si stvari tudi postavi v dogovor s sodelavci tako, da bodo podjetje peljali naprej. Opažam tako, da so nekateri glede dela na daljavo malo v krču, jim je to malo težje, nekateri so veliki zagovorniki. Ne bom rekla zdaj, kaj je tista najbolj pravilna in optimalna rešitev, mislim, da je to precej stvar dogovora, pa da vidiš, kaj ti potem funkcionira z vidika tega, da v končni fazi vsi imamo strategijo, vsi imamo načrte, vsi imamo cilje in plane in do tega moraš nekako potem pripeljati, ne? Super. Zdaj me pa zelo zanima in sicer izpostavila si že prej, da si ti neformalno oziroma pa tudi formalno funkcijo prevzela že v marcu 2020, kar pomeni, da si jo prevzela ravno, ko smo šli v lockdown. In me zanima, kako si se ti potem v bistvu sploh lotila tega novega pogleda, nove strategije, te nove funkcije, ker dejansko si prišla res v nehvaležno obdobje, ko smo šli vsi malo v krč, šli smo v lockdown, čutiti je bilo, no, da smo bili vsi malo mogoče v nekim coni neudobja. Ja, jaz sem občutila kar neko psihozo vseeno okrog. To je bilo res težko obdobje, ne bom tajila, da ni bilo, no, res je bilo težko, ampak nekako sva se takrat z našo predsednico Medejo Lončar sistematično zadeve lotili. Seveda je bilo treba najprej spoznati ekipo, njihovo vsebino dela, kje smo, potem seveda je prva stvar, ki je sledila rebalans proračuna, ker so bili časi popolnoma drugačni in nismo vedeli, kaj bo pred nami. Potem en kup nekih telefonskih pogovorov, sestankov, ampak z neko sistematiko so se potem stvari kar v redu postavile. Po prvomajskih smo se potem počasi malo vrnili v pisarne in je zadeva nekako stekla. Jaz moram reči, da smo se mi zelo držali tudi tega, da smo v tistih obdobjih, ko so bili ukrepi malo sproščeni, marsikaj nadoknadili tudi za nazaj. Mi nismo šli v filozofijo ekipa na čakanje, pa bomo videli, kaj bo, pa kako bomo lahko vnaprej delali. Ampak smo relativno normalno delali, je pa res, da potem junija, ko smo imeli skoraj vsak dan dogodek, pa je bilo res natrpan urnik, da smo bili precej utrujeni od tega, ampak na koncu pa zadovoljni, ker smo imeli rezultat za pokazati, ne? To je tisto, kar je pomembno. In potem smo jeseni še seveda kongres izpeljali in potem smo šli spet v nov lockdown. Veliko stvari smo takrat seveda organizirali tudi online, smo se naučili vseh teh novih tehnologij, novih pristopov dela, tako da nekako se je potem dalo. Ne bom pa lagala, da je bilo lahko, no, ker ni bilo, ampak zdaj si rečem, če smo to šolo dali skozi, bomo pa še kaj drugega tudi preživeli. Ne bi zdaj tega jemala kot neko tragiko, ampak tudi kot en pomemben proces učenja. Sem pa zelo hvaležna, da smo se dogovorili in pogodbo podpisali pred lockdownom. Super. Zdaj, prej si lepo načela tudi temo o mentorstvu in sicer vem, da si tudi ti ne samo predavateljica, ampak tudi mentorica, pa me zanima, ali imaš tudi ti ali pa si imela v karieri kakšnega mentorja? Pa kako gledaš na to? Mislim, da je to zelo krasen proces, ker se lahko zelo veliko naučiš. Ne samo, da kot mentor daješ, ampak tudi zelo veliko dobiš. To je vzajemen odnos. Jaz zelo velikokrat izpostavim kot človek, od katerega sem se zelo veliko naučila z vidika vodenja mojega nekdanjega šefa Aleša Mikelna, ki še danes vodi Vzajemno zdravstveno zavarovalnico in je tudi naš član. On je ne glede na kakšne tvegane, nepredvidljive, negotove situacije vedno ohranil eno tako mirnost. Do njega sem vedno lahko prišla, sem rekla, Aleš, pismo, tukaj sem je ostavila, tukaj mi ne gre, in je rekel, daj bova ena kavo spila, pa bova prišla do rešitve, in vedno sva, ne. In je imel to neko mirnost in preudarnost in da bomo že stvari rešili v najboljši meri, kolikor se bo dalo, in kar je bilo pravzaprav v tistem obdobju zelo fascinantno, zadnje leto moje na Vzajemni smo imeli eno tako obdobje rahle krize, ko je bila neka nevarno spreminjana zakonodaja na področju zdravstvenega zavarovanja, je tako dobro odpeljal to vodenje te naše skupine, da ni bilo nobenih strahov pa konfliktov. Vedeli smo, da smo v tvegani situaciji, da je zgodba 50-50, kako se bo izšla, ampak smo vsi z veseljem pač delali naprej in to je eno mojstrstvo vodenja, ne, da se ti ljudje ne razbežijo, da ne iščejo vsak nekih svojih priložnosti in v končni fazi, da ne prihaja do konfliktov.
Tako da on je bil pravzaprav v zadnjem obdobju zagotovo največji zgled in hkrati mi je omogočil pri svojem vodenju, ko je vedel, da finančna nagrada včasih ni izvedljiva, je pa vedel, da mi bo veliko pomenil, če bom šla pa na kakšno izobraževanje, ne. Tako da smo zelo lepo, no, mislim, to je bil zelo en tak lep odnos. Hkrati sem imela pa tudi zelo odkritega, tako da jaz sem tudi njemu lahko kaj svetovala, mu povedala, tako da jaz bi si upala trditi, to bo sicer sam povedal, da se je tudi on mogoče v tem odnosu kaj naučil. Jaz sem prepričan, da se je. In tako, kot si lepo izpostavlja, zmer se mi zdi ta obojestranski odnos ali pa information sharing ali pa kakorkoli, ker se res, se mi zdi, veliko učimo. Zdaj pa eno vprašanje, ki me je že nekaj časa matralo, in sicer z ekipo so uspeli ne samo združiti več kot 1200 menedžerjev in pa uspešnih menedžerk, ampak res delate zelo intenzivno in zelo veliko. Pa me zanima, si opazila kakšen skupni imenovalec, ki ga imajo ti izjemni posamezniki? Ali pa kakšno skupno lastnost, ki lahko rečeš, vsi, ko jim rečeš ne, se ne ustavijo, ali pa kaj takega, ne, da imajo kakšen skupni imenovalec. Ja, jaz bom tako rekla, tale moj mehurček je res fajn, ker tukaj gre, hočeš, nočeš, to so zelo pametni ljudje. Z razlogom so tam, kjer so. Ja. In vsi ti ljudje, vsi imate ideje, imamo ideje, in kar je zanimivo, velika večina od vseh nas, ki smo tukaj, mislimo, da imamo vedno prav, a ne. Tako da jaz mislim, da je to ena, kar bom tako rekla, en tak svetu otoček, v katerem slišiš zelo veliko zdravega razuma. Zato imam jaz tudi upanje za to družbo. Ker to so delovni ljudje, proaktivni ljudje, ki bi radi razvojno premikali Slovenijo naprej. No, tako da sem res zelo, zelo zadovoljna, da lahko v takih krogih delujem, in tudi zato sem sprejela povabilo, da sem šla sem. Moj mož dela z zelo veliko slovenskimi podjetniki in jaz sem ta svet že prej posredno precej dobro poznala in sem vedela, da ni samo tiste, ne vem, negativne zgodbe pa politika, ki jo najbolj vidimo, ne vem, žal skozi medije, ampak da obstaja en tisti krasen svet, ki dobro dela, ki, ne vem, pri nas je veliko izjemnih izvoznikov v tujino in tako naprej, na katerih temelji gospodarstvo. Tako da to je tisto, kar mi daje tle en tak optimizem. In zato mi je to poslanstvo v tej organizaciji tako zelo pomembno. Super, občudujem te vse, ker si ti kar vidi, da imaš izjemno strast in energijo, tako da jaz kar komi čakam, da bomo še spremljali, kaj se bo dogajalo. In s tem me tudi v bistvu zanima, zdaj Američani temu dostikrat pravijo, da aha moment, se pravi aha trenutek. Kaj je bil pa v tvoji karieri tisti, če je bil kakšen ta aha trenutek, ki si pa rekla, to je to, kar hočem delati, to me veseli, to me žene, to je to? Zdaj si me malo zadrigo spravil. Saj lahko jih je bilo več. Jaz jih imam več. Jaz bi tako rekla, začela sem v bistvu z novinarstvom, a ne, in sem zelo uživala v tistem delu, ko sem bila mlada, ampak sem potem v eni točki ugotovila, da mogoče tega ne bi počela celo življenje, da ne bi pri 40 bila še vedno neka novinarka na terenu in tako naprej. In takrat sem rekla, če si želim iti v biznis. In sem šla najprej malo v komunikacijsko, marketinško agencijo in potem tudi relativno hitro naprej na Vzajemno, ki je bila takrat majhna, še ne postavljena firma, in sem začela z neko asistentsko pozicijo in potem naprej. Zdaj, v tej zadnji zgodbi se mi dogajalo kar nekaj aha momentov, zelo veliko je bilo nekega kriznega komuniciranja, spoznavanja, tudi raznih aspektov posla in tudi politike. Tako da nisem pa nikoli recimo želela biti preambiciozna ali pa prehitro skakati, sem zelo en tak vztrajen, lojalen tip človeka. In tudi, če sem že v preteklosti dobila kakšno ponudbo, sem bolj dodatno delala rajši kakšne projekte, ker da bi na vrat na nos pač zamenjala službo. Ko je pa prišla recimo ponudba za združenje menedžerjev, se mi pa zdelo to tako najbolj naravna stvar na svetu zame. Tako da tukaj sploh ni bilo vprašanja in včasih se zgodbe tudi z okoliščinami potem same po sebi zložijo, no. Super. Kakšni so pa tvoji osebni cilji ali pa cilji združenja menedžerjev, če dava na dva ločena vprašanja? Bom začela z osebnimi. Zelo veliko sem o tem razmišljala že v preteklosti. Saj veš, kako je, ko prideš na kakšno kadrovsko agencijo, zelo velikokrat dobiš vprašanje, kje se vidiš čez 5 let. Jaz bom čisto iskrena, da nikoli tega vprašanja nisem marala. Malo sem tudi obremenjena s tem, da sem dolga leta delovala v zdravstvenem zavarovanju in sem zelo hitro videla, kako se tisti blazni načrti in plani lahko zelo hitro sesujejo v prah.
Tako da meni bo vedno cilj, da uživam v tem, kar delam, da čutim to poslanstvo v tistem delu, ki ga upravljam, da imam tudi neko svobodo. Mene tudi nikoli ni skrbelo, kaj bom delala. Nekaj bi se vedno znajdla, ne? Ker to je pač stvar neke te tvoje proaktivnosti in želje potem, da delaš. In vedno sem na delo gledala z vidika delane službe. Jaz sem prepričana, da je dela vedno dovolj, zdaj glede služb pa pač sej imamo razne oblike, se lahko tudi samo organiziramo, ni to zdaj ključno. Kar se pa tiče združenja Menadžer, bi se pa mogoče navezala to, kar sva prej govorila, observatoriji, naše delovno področje, da skušamo sokreirati prijazno podjetniško okolje, da želimo malo spodbuditi razmislek, da smo bolj ambiciozna, razvojno naravnana država. Mene je lani zelo razžalostil podatek, da smo padli na lestvici konkurenčnosti, smo zdaj na 40. mestu med, mislim, da je 64 držav. Ne vem, če se boš ti spomnil, v Sloveniji smo imeli ambicije biti med top 20 ali celo top 15 v tistih najbolj divjih ambicijah, Pa ne rečem zdaj, da je zaradi tega karkoli slabo, saj Slovenija je lepa dežela za življenje, ampak preteklo leto, ko smo na našem menedžerskem kongresu gostili gospoda Hansa Paula Bürknerja, ki je partner in svetovalec v Boston Consulting Group, človek, ki je res sodeloval z raznoraznimi korporacijami po vsem svetu, ki je svetoval tudi vladam raznoraznih držav, je rekel, da se moramo v Sloveniji malo vprašati, a bo Slovenija samo dežela lepa za življenje, a bo to tudi dežela, ki bo spodbujala to delo, da bomo tudi radi delali še naprej. No, mislim, to si predvsem želim tega razvojnega naboja, te ambicije, predvsem z namenom, da dolgoročno gledamo na kakovost življenja. Jaz nekako obžalujem, ko malo se pogovarjam s svojo generacijo, ko slišim odgovor, ja, saj ne vem, če bomo sploh dočakali penzijo, najbrž bomo delali do konca in tako naprej. Ta sprijaznost mi nekako ne diši, no. Imela si tudi priliko, sicer si v enem članku izpostavila tudi poslovneža, zdaj upam, da bom prav izgovoril, gospoda Amjana Masada, Cevta, ki je v letu 2016 ustanovil tehnološki startup Replit, kjer sta nekako izpostavila 10 korakov na poti do uspešnega podjetništva. In sicer izpostavila sta delovno etiko, odsotnost korupcije, zmagovalno miselnost, nagrajevanje talentov, odprtost do posebnežev, odpuščanje napak, osnovna infrastruktura, optimizem, svoboda in dostop do kapitala. Pa me zanima tudi tvoj pogled. Misliš, da, ne vem, kako vi kot ekipa se res lepo lotevate tega in imate res izjemne predloge, sploh s tema 2 akcijskimi načrtama, zelo se trudite. Misliš, da se bo dal korak narediti in kako ga bomo naredili, pa kaj bi bili tisti v bistvu, a bi še kaj dodala poleg teh 10 korakov, no, so še kakšne take stvari? Jaz sem ta zapis z razlogom napisala, ker sem se v celoti z njim strinjala in se mi zdel en tak lep in zelo strukturiran povzetek tega, kar je potrebno. Mogoče bi rekla tako, kot sem že prej, saj Slovenija je lepa dežela za življenje, trenutno malo občutam, da smo mogoče kot v neki coni udobja in ponavadi v takem stanju si ne želiš nekih resnih sprememb, bi si pa zelo želela, no, in tukaj vidim tudi trajnostno naravnanost politike na dolgi rok, da bi se zelo odgovorno pogovarjali o situaciji na daljši rok. Današnji opazujemo v politični situaciji, da je zelo veliko odločitev vezanih na dnevno preživetje v politiki, bistveno bolj pomembno pa je, da se znamo pogovarjati o pokojninskem sistemu, o zdravstvenem sistemu, o transparentni uskladitvi socialne politike in tako naprej. Skratka, jaz temu rečem kot ene vrste tudi trajnostni odnos v politiki, ker ni samo tisto, kar je ta trenutek aktualno, pa za mene dobro, ampak neka ta prosvetljenost, kaj je za družbo kot celoto pomembno. Jaz bi v bistvu rekla, da potrebujemo vse to, kar je gospod napisal, kako se je počutil, ko je prišel v Ameriko in kaj so se mu zdeli tisti plusi. Tako da veliko tega imamo, nekje imamo pa še pač priložnosti, da to še izboljšamo, pa res bi rada, da se veliko bolj pogovarjamo z vidika neke pozitivne, proaktivne naravnanosti. Mi zelo radi govorimo, kaj je narobe, kaj se ne da, pa se tam ustavimo. Ali pa napišemo strategije, pa potem to nekje oblaži, ni operativne izvedbe. Mogoče malo te ambicije, da gremo naprej, da razvijamo stvari in da je to dobro sprejeto. Bom dala za primer šport. V Sloveniji zelo spodbujamo uspeh v športu.
Športniki so za nas v bistvu svetinja, ne glede na to, da marsikdo pa tudi davke v Monaku plačuje, to nas niti ne moti. Ampak dajmo ta duh pozitivne energije prenesti na vse aspekte v družbi. Da prvočimo ljudem, da jim uspe, to smo tudi v akcijskem načrtu opredelili kot neke vrste pozitivno zavist. Če bo nekomu šlo dobro, to pomeni, da bo šlo še nekomu drugemu in tretjemu in to potem celo družbo vleče naprej. No, to je mogoče tista stvar, ki se mi zdi v tem delu za nas najbolj pomembna in tak premik v glavah. Super, ker meni se zdi, da, tako kot si zelo lepo izpostavlja, res smo izjemen narod. Ne samo na področju umetne inteligence, kjer smo v špici, globalni špici, tudi na področju robotike, blockchaina, ogromno teh tehnologij, ker imamo ogromno nekih, bom rekel, podjetij, ki so res trendsetteri. In se zelo spodbujam, da ste eden izmed tistih entitet, združen, ki res spodbuja čim več povezovanja, pa čim več deljenja informacij. Če mi dovoliš eno dopolnitev, ker izhajam iz zdravstva in sem se s tem veliko ukvarjala. Mi imamo ogromno res dobrih top svetovnih strokovnjakov, tudi v našem zdravstvu. Pogovarjamo se seveda pa samo o problemih. Ali pa recimo pogledamo kulturnike. Jaz sem tudi zelo ponosna, mi v Združenju Menedžer smo zelo širili aspekt voditeljstva in mi imamo zdaj tudi predstavnike športnih organizacij, pa kulturnih organizacij, pa zdravstva. Skratka, vse to so tudi ljudje, ki vodijo ljudi. In mi moramo na to gledati iz te širine, ne kot nek spet samozadosten otoček tam nekje. Zdaj, z vidika tega, da ste že ogromno naredili, pa še ogromno za narediti in vidim, da imaš ti res strast in verjamem, da se bo veliko naredil. Pa se prej vrneva na moje začetno vprašanje, ker sem te vprašal, kako začenjaš dneve in me zanima, kakšne so tvoje rutine? A si ti, ker si zelo organizirana, kot si izpostavil, to je ena tvojih boljših lastnosti, a si delaš študuje, a si na mobitelu, v koledarju, post-it listke, kako imaš to organiziranost ovrednoteno oziroma na kakšen način? Zelo veliko preko telefona, prvo orodje, ki je vedno. Tisti trenutek, ki vem, da se moram nekaj zabeležiti v koledar, to zelo hitro naredim, pa naj bo to samo okvirna rezervacija, ampak toliko, da mi zadeva ne uide. Moram reči, da v preteklosti sem imela eno zelo lepo rutino, da sem vsak dan ob 5:30 vstala, da sem šla na tek 10 kilometrov. To rutino sem zadnji čas malo pustila, ker imam toliko divji tempo, da se potem glede teka malo prilagajam. Pa tudi v tem času, odkar sem na združenju, imamo psičko in veliko več zdaj v bistvu posvečam časa s prehodom z njo kot včasih, ker sem res tisto striktno zjutraj vstala in šla laufat. In sem do tiste ure, ko nekateri vstanejo, že popila kavo, prebrala časopise. Tako da tega zdaj malo nimam. Zdaj imam res zelo razgiban urnik, zelo veliko imamo lastnih dogodkov. Te dogodki so včasih dopoldne, včasih cel dan, včasih zvečer. Potem so partnerski dogodki, tudi v najrazličnejših terminih. Tako da je potem stvar organizacije in potem lovim luknje, seveda, da sem z otroki, da poskrbimo za njihovo šolo, da imam čas zase, da tudi z možem kam greva in tako naprej. Počitnice si seveda tudi dovolj naprej planiram. Tako da, je potrebna dobra organizacija. Velikokrat dobimo vprašanje, ko ljudje sploh danes preko družbenih omrežij, moji prijatelji vidijo, kje vse sem. Me vedno sprašujejo, kdaj se bom ujela, pa če družino sploh kaj vidim. Ampak moram reči, da si vzamemo čas, tako da včasih 2 dni ne znese, pa se ujamemo pozno zvečer, potem pa nadoknadaš. Skratka, se mi zdi, da smo našli neko tako zdravo mero, rabiš pa veliko prilagajanja. To res ne gre tako zlahka. Odlično. Dajva se dotakniti, oba se zavedava, da napake so potrebne, da se delajo inovacije, absolutno ne, da se ponavljajo napake, ampak da s tem delamo nek napredek. Pa me zanima, to zmeraj vprašam provokativno vprašanje, če bi šla ti lahko nazaj v preteklost, a bi kaj spremenila na svoji poslovni poti, osebni poti? Mislim, da ne bi, ker sem kar zadovoljna s tem, kar je. Edino, kar me ves čas bega, pa mogoče to zdaj bolj svetujem svojih hčeri, bi kot mlada mogoče šla na svojo podjetniško pot. Takrat nisem imela poguma, ne da nisem imela znanja, takrat rabiš pogum, saj marsikaj se potem tudi skozi to naučiš. Tako da mogoče imam edino to dimenzijo malo še odprto, kar pa ne pomeni, da mogoče pa kdaj kasneje še ne bom. Ampak zdaj, če pogledam realno na vso to zgodbo, ki jo imam za sabo, saj nimam kaj obžalovati. Mislim, da sem dala skozi kar nekaj lepih zgodb
in tudi v tej, v kateri sem trenutno, se res odlično počutim. No, saj to, po mojem, se tudi občuti. Se vidi, da kar goriš, super. In prej si tudi lepo izpostavila in se mi zdi zelo, zelo pomembno, da vsak posameznik vlaga vase, da v bistvu se zaveda, kje je mogoče malo šibak, kje lahko še najde kakšen napredek. In me zanima iz tvojega pogleda, ki si res rekla, da si zelo veliko vlagala z raznimi izobraževanji, tečaji in tako naprej, koliko je to res danes pomemben, pa mogoče tudi ta mednarodni mindset, ker ti imaš res stik z podjetniki, ki so zelo mednarodni, ki so tudi absolutno slovenski podjetniki, pa menedžerji, ampak delajo tudi za mednarodna podjetja. Koliko sta ti te dva aspekta pomembna danes? Zelo, zelo sta mi pomembna. Je pa tudi tak čas danes, da je znanje praktično dostopno na en klik. Jaz sem tudi izjemno zadovoljna, ker že na naših dogodkih, ki jih imamo, ko se učimo o vodenju, o menedžmentu in o vseh ostalih aspektih biznisa, da že skozi to zdaj zelo veliko dobim. Včasih je treba iti tudi malo iz sebe, pa out of the box, pa še mogoče kakšno drugo področje potipati pa spoznati. Tako da to mi je zelo pomembno. Še en aspekt se omenil, je pa zdaj z glave všel, pa se mi tudi zdi pomemben drug del vprašanja. Kaj si rekel že? Ne, zanimalo me je. Tujina. Ja. No, tujina. To se mi pa sploh zdi zelo pomembno. No, jaz sem otrok v 80-ih. V 80-ih so nas vzgajali, da cel svet je čudovit, zanimiv, ga je treba spoznati, vsi ljudje smo enaki, ne vem, ne glede na polt in tako naprej. Jaz sem otrok tiste vzgoje Unicefa, Benettonovih reklam, ko so bili otroci različnih poti v teh reklamah in so bile zelo drzne. Jaz sem zelo zrasla gor s to filozofijo neke odprtosti. In mene včasih malo bolita dva aspekta v Sloveniji, ki jih velikokrat zasledim, je to zapiranje v ta naš mali samozadostni vrtiček. Po eni strani, ne vem, imamo na enem političnem polu nenehen ta strah pred migranti, po drugi strani imamo na enem drugem polu pa tudi strah pred prihodom tujega kapitala in investicij. Jaz v resnici mislim, da nas vse to bogati. Slovenija je vse majhna dežela, nas je za predmestje kakšnega večjega evropskega mesta, in mi moramo biti odprti navzven. In v končni fazi nam to najlepšo sliko dajo naši izvozniki, na njih temelji slovensko gospodarstvo, mi z neko samozadostnostjo žal ne bomo prišli daleč. Tako da to se mi zdi zelo pomembno in tudi s tem si širimo obzorja, če smo iskreni. Mislim, treba je iti v svet, treba je marsikaj probati, tako da mogoče je to tudi eno od mojih obžalovanj, ampak v preteklosti ni bilo toliko tega, kakšno izobraževanje v tujini še, ko smo bili v dijaških pa študentskih letih, da bi že takrat pravzaprav tak korak lahko naredila. Zdaj se mi zdi, da je to mladim generacijam bolj omogočeno. Ja, zdaj je mogoče lažje, pa tudi vse je šlo v smer dostopnosti, tako da je tudi bolj dostopno. Dajva se še dotakniti malo tvojega osebnega življenja, da spoznamo Petro, da ne spoznamo Petre kot izvršne direktorice, ampak Petro. In me zanima, kaj so tvoji hobiji, kaj rada počneš v prostem času? Najrajš kuham, pečem. Super, kaj bomo danes jedli? Na kaj boš skuhala danes, da pridemo? Ne, danes ne vem, če bom kaj, ampak jaz moram reči, da blazno uživam v kuhinji, ustvarjam vse živo, še posebej potem, ko sta prišla otroka in postala dovolj velika. Pri nas je vedno gneča v kuhinji, tudi mož rad kuha, otroka sta užaljena, če nam morata pomagati. Skratka, vse živo, od enolončnic do slaščic. Edino, kar ni moj teritorij, je meso, to sem prepustila možu, tako da zelo, zelo uživam v tem, iz nič lahko pripravim marsikaj in to mi je vedno veliko pomenilo. Zelo imam rada, za zgled mi je tukaj Julia Child, zelo izkušena kuharica, žena diplomata, ki se je v bistvu v poznih letih naučila kuhe v Franciji. Skratka, zelo, zelo imam rada to francosko ali pa da rečem tudi mediteransko kuhinjo, v tem najbolj uživam. Potem zelo rada berem, tečem, na jogo hodim, da si malo glavo umirim. Jaz sem zelo energičen tip človeka in pred leti sem začela na jogo hoditi, da tudi sama sebe občasno majčkam. Mene se skozi vidi v neki akciji, pa s telefonom v roki, pa skozi nekaj pišem, pa tako naprej. Tam je pa uro pa po miru, pa telefon proč od sebe. Tako da to sem rabila. Super. Tako da zelo rada tudi potujem, uživam v dobri kulinariki, zato imam zelo rada Italijo. Italijo smo prečesali že po dolgem in počez, tako da se mi zdi, da imamo veliko srečo, da je to naša sosednja država.
Se strinjam. Kaj pa kakšne serije, knjige? Jaz sem, kar se knjig tiče, zelo velik ljubitelj leposlovja. Zdaj seveda v tem okolju, kjer sem je zelo veliko poslovnih knjig, te prebiram zato, da smo tudi na tekočem in da se učimo in v končni fazi to del tudi izobraževanja ob tem delu. Pa tudi moram reči, da so zelo kvalitetne, zanimive, zelo rada imam recimo Simona Sineka, tako da to so krasne vsebine za prebrati. Drugače sem pa velika ljubiteljica leposlovja, ja, tudi ruskih klasikov in vsega živega, kar mi pride pod roke, no, tako da zelo uživam v branju, žal pa ugotavljam, da mi zadnje čase potem po teh napornih dnevih malo zmanjka energije in da imam še marsikaj za nadoknaditi. Verjamem, da boš, ker si zelo proaktivna. Zdaj, ko sem te prosil, če mi napišeš enega izmed tvojih najljubših citatov, si izpostavlja citat od Eleanor Roosevelt, in sicer great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. In mi je bilo tako, wow, super. Ja, mogoče malo to sledi iz tega, da če kot človek malo štrliš ven, potem tudi marsikaj o sebi slišiš, a ne, ampak ne bomo o tem. Ne bomo o tem, ne. Dejansko se mi zdi, no, da se ne rabimo zgubljati v malenkostih, da zelo rada se pogovarjam s pametnimi ljudmi, da slišim kakšne nove ideje, nove poglede na svet, tako. To se mi zdi tisto bistveno, te great ideas, neke novosti v svetu. Svet se ves čas spreminja, že odkar sva midva na svetu, so stvari precej drugačne, kot so bile, ne vem, pred 10-20 leti. Res je. Kaj pa kakšna aplikacija, če bi zdaj odprla telefon, kaj so te glavne aplikacije, ki jih uporabljaš? Ja, glavne aplikacije so te komunikacijske, a ne, da ne omenjam WhatsApp, Viber, saj sem v bistvu kar v neki manjši zadregi zadnje čase, ker imam zelo veliko te komunikacije in mi ljudje pišejo vse povsod, od inboxa na LinkedInu, Facebooku, na vse te komunikacijske, pa signali, pa telegrami, pa botim, ko smo bili v Dubaju in tako naprej. Drugače, kar se pa tega tiče, kaj bi jaz najprej klikala, je pa pri meni zelo pogosto TuneIn aplikacija. Jaz sem zelo velika ljubiteljica evropske pa svetovne pop glasbe, ne samo tistega, kar slišimo na naših lokalnih radijskih postajah, tako da največkrat tam poslušam radio Swiss pop, francoske radijske postaje, tako da se mi zdi eno tako luštno okno v svet. Wow, super. Kaj pa med, recimo, najljubšimi podjetniki ali pa menedžerji, kjer ti kakšen tak, ki ga izpostavlja? Jaz moram reči, da je tega zelo veliko, ker že od majhnega mene fascinirajo taki ljudje, ki izstopajo, ki so malo nekonvencionalni. Bom mogoče začela z ženskami, ker jaz tudi izhajam iz domžalske občine, imam zelo rada podjetništvo, že ki je bilo že pač, ne vem, takrat v 80-ih pri nas zelo razvito. Pa bom se nanašala malo na par žensk, ki sem jih spoznala skozi prebiranja, pa skozi tudi televizijske nadaljevanke. Jaz imam zelo rada recimo gospo Marijo Montessori, to je pedagoginja, ki je pravzaprav predstavila neke čisto nove načine dela z otroki, in potem recimo gospa A.M. Burda, ki je naredila znano revijo Burda, pa Luisa Spagnoli, ki je naredila te bombončke Baci Perugina, ki ima tudi svojo modno linijo. Te tri ženske so mi ful fascinantne, ker so pravzaprav delale v časih, ko so ženske res težko kaj naredile. In so bile borbene in trmaste in tudi kdaj so imele težave z moškimi v poslu, pa težko so denar dobivale za te svoje zgodbe, ampak so vse naredile mega uspešne v bistvu zgodbe. Gospa Burda pa Luisa Spagnoli pravzaprav imperije, ki jih danes pogledamo, a ne. Tako da njih moram izpostaviti, ker se mi zdi, da so malo manj poznane, pa da so res upravljale eno tako plemenito poslanstvo. Drugače mogoče kot zanimivost od žensk, ko sem bila najstnica, jaz sem prebrala enih 5 biografij Madone, meni je bila ta njena divja narava ful simpatična, tako da me je vse zanimalo, vsi aspekti. Tudi sicer imam kar nekaj glasbenih biografij doma. Od poslovnežev seveda tale Elon Musk, Steve Jobs. Na moji knjižni polici doma je res zelo, zelo, zelo veliko biografij, to me zelo fascinira. Pri nas je pa tudi kar nekaj krasnih primerov, ne bi rada preveč naštevala, da komu ne naredim krivice, ampak zagotovo je v zadnjem času to gospod Boscarol. Ja. Potem pri nas v naših krogih zelo občudujem našo Melanie Zier Larsen, a ne. In še, zelo veliko bi jih lahko tukaj naštela, no, tako da imamo kar nekaj izjemnih zgodb.
Ja, vsaj 1200, kolikor jih je Res je. Ok, peva še na eno izmed, bom rekel, glavnih vprašanj za najem pogovor, in sicer, če bi te vprašal, mi imamo kar lepo število poslušalcev, od tega, da so med njimi mladi študentje, mladi podjetniki, mladi menedžerji, pa tudi že do zelo izkušenih podjetnikov in menedžerjev. Kaj bi bil tvoj zaključni nauk ali pa zaključni nauki za naše drage poslušalce? Z vidika vodenja ali kar tako? Lahko da z vidika vodenja ali pa z vidika življenja. Ja, jaz bi pravzaprav glede na svojo izkušnjo vsem svetovala pogum. Da zaupaš vase, da si upaš poskusiti, da si tudi pri tem vztrajen, ker pravzaprav ni vedno lahko. Kadarkoli sem brala biografije ali pa gledala filme o teh uspešnih ljudeh, kaj jim je bilo skupno? Da niso obupali takrat, ko je bilo tudi hudo, ker v poslu niso samo rožice, pride tudi do težkih situacij. Mislim, da imajo Japonci en krasen pogovor, 7-krat padeš, 8-krat se pobereš. Tisto, da greš naprej, da si upaš, da si proaktiven, pozitivno naravnan, da veš, da včasih celega sveta okrog sebe ne boš mogel spremeniti, ampak da lahko delaš v najboljši možni veri in boš prej ali slej prišel do rezultata. Moja izkušnja je tudi ta, da rezultati niso vedno zelo na kratki rok. Včasih si kar rečeš, pa zakaj, ampak potem se pa enkrat pokaže. Tako da to bi priporočila. Pa všeč mi je en zelo krasen rek tega ruskega književnika Dostojevskega, ki je enkrat rekel, bom kar prebrala, da ne bi narobe rekla, če se na poti do cilja začneš ustavljati, da bi kamenjal vsakega psa, ki zalaja nate, ne boš cilja nikoli dosegel. Tako da te ne zmoti preveč vse, kar se dogaja okrog tebe. Moraš iti po svoji poti naprej in z neko to pozitivno energijo in vrednotami mislim, da je vse mogoče. Ravno pred časom sem bila na eni konferenci, ki je pisalo takole vse posod, vse je mogoče. To je en tak moto, v katerega jaz tudi kar verjamem. Top. Petra, še enkrat hvala za vse tvoje izjemne poglede na svete izkušnje. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila Petra Jovančič, izvršna direktorica Združenja Menedžer, organizatorka, predavateljica, mentorica. Jaz bi tudi rekel, da je povezovalka slovenskega gospodarstva in pa menedžerjev in pa kreatorka izjemnih vsebin. Tako da Petra, še enkrat iz srca hvala, ker delate izjemne stvari z ekipo in jaz verjamem, da bomo še zelo veliko slišali, brali in da nas boš očarala. Ja, najlepša hvala, Mark, za povabilo in tudi tebi veliko sreče s tem uspešnim podcastom in tudi čestitka ob tvoji drugi obletnici. Hvala. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.